Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje s sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaležni mračnjaški solo gorenjskega mladca. Uživo iz studia Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd S klubskim maratonom 16. Pozdravljeni v etru Radia Študent v oddaji, kot je Jingle že napovedal, ki je posvečena klubskemu maratonu 2016, v katerem so izbranci Blue Towns Radio, Gašper Torkar, Memovu, Miha Petrlič, Neopogo in pa Noč. V prvi ediciji smo gostili Blue Towns Radio, Gašperju Torkarju se je žal zgodila tehnična motnja, tako da ga boste deležni post festum, ampak ne boste ga pa zamudili. Z nami danes na ta večer pa Memovu in pa Noč. Torej, druga edicija letošnjega klubskega maratona. Odštevamo, vzlet čakamo, ful enih klubov je v igri. Torej, če klele malo poskrolamo na hiter, je datumov od 16. septembra vse do 4. novembra. Boste lahko spremljali naše maratonce po vsej Sloveniji. In evo, da ne bomo predolgi, ne, z mano v studiu že sedita Saj in pa Brina. Memovu. Čau. Mi smo v bistvu se že srečali, odigrali sta after party, zvohali smo še malo pred tem na čaju frišen, pa mogoče, da ne gremo v tiste čiste začetke, bomo rekli, kaj se... Nov začetek. Ja, nov začetek, po eni strani, kako se mata v novem začetku. Fino, v bistvu ful enega časa posveča v muski, pa... Da se je kar nekaj zgodilo v tej poletju, sploh ni bilo zares tako. Prvi festival sva špilala zdaj na Urbanem dejanju. Ja. Hvala, da ste nas tam pohopsali, ne? Ja. Se pravi, nobenega morja, nič v bistvu doma, štrcov knofe, pet. Dosti je v bistvu. Pa pač še vedno se šolava, pa je tudi ta nek mali delček, moramo opraviti neke obveznosti sistema. Življenje. Ampak zdaj smo pa frej, ne, za tale. Dobro, nekje mora tudi inspiracija prijeti, nekam, ker je malo slabo. Nekaj te more malo zaterati, kao. Slišali smo na afterpartiju kar nekaj komadov, ne? Zdaj me pa zanima, v bistvu, a sta kaj predelala komade, a ste zgodili v nove muske? Mi dva konstantno predelujeva komade v bistvu. Pa, ker smo imela urbano dejanje, sva se malo bolj zorganizirala, pa postavila dejansko neke strukture, pa pač tako 1, 2, 3, 4, 5, pa naprej, da me pač tako to se zdaj dela, ker prej je bilo vse kar tako malo... Malo preveč razpuščeno. Ja, malo preveč sta ful preveč improvizirala, kaj? Ja, mislim, še zmer sva ohranila to improvizacijo, ampak... Jo, ohranjava, ker vsem je bolj fun špilati, da greš malo with the flow, pa to. Tudi muska vajna to dovoljuje, ne, pa konc koncev ti nisi zapeto neke matrice tam, res koncu live beatmakers. Ško lahko si izberem nek tempo, pač ko nisem ta komad, pa mora biti zdaj 112 ali pa whatever, pač tako. Kako pa in general bi rekel, glede na to, da ne uporabljata matric, pa tako, pa da je vse live narejen, imaš ti še zmeraj 2 roke, 10 prstov, kako to pri beatmakingu, pa pred nečem, recimo, ko si v enem flowu, pa slišiš neke nove stvari, a se imaš neke umitve, verjetno, tudi znotraj tega polne? Ja, mislim, napolno je umitva, tako, pogovarjala sva se tudi o tem, pač, a bi zdaj nekoga... Ško, zanimivo bi bilo mogoče z nekom, ki je res nadrkan te sinte, pa to, da je dosti dinamičen, pa zna tako upravljati z nekimi različnimi soundi, da ni zdaj to samo nek sound kitare ali pa samo sound tega, ampak
da gre mogoče tako, mislim, zdaj smo 2016, pa je toliko enih MIDI kontrole, mislim, nočem disati, pač jaz uporabljam kitarske sample, tudi, ker mi je zvok kitare ful blizu, pa vse, pa se mi zdi, da elektrik, piano sedejo skoraj povsod, tako, sploh ni to, ampak gre se samo za to neko odkrivanje nekih soundov, pa nekih različnih kombinacij in lih v bistvu s tem probam, kar se teh inštrumentalov tiče, probam pol te, v bistvu to, da sem omejen s temi 2 rokami pa 10 prstov, ne, v bistvu se mi zdi, da moram dosti pozornosti namenjati sound designu, oziroma da izberem zvoke. Ja, to je, ker se v bistvu sproti si gradim svoj inštrument, ker to, kolikor zvokov si izberem, toliko lahko pa tudi nekako špilam do neke mere in si moram izbrati neke take zvoke, ki so lahko samostojno, lahko nekako funkcionirajo, morajo pa še mer bolj funkcionirati z nekim basom, če je to synth ali pa neki, no, tako je neka taka igrca, ja, ki se skozi odvija. Verjetno, ko pa tvoji procesi potekajo, mislim, zdaj sta zgleda tudi dosti delala verjetno skupaj po letu, ampak kako nastajajo teksti pa te stvari? Ja, v bistvu, mislim, teksti pač nastanejo, ker nastanejo čisto svobodno. Mislim, imaš tudi kakšno tako bolj poetsko noto, kjer ti doma ali pa na hribčku pišeš neko poezijo in pol saj naredite the beat in pol rečeš to. V bistvu, ko sem bila mlajša, sem ful ene poezije napisala, sem zelo na mladih rimah ful brala tega, pa tako v slovenščini, to moramo nujno še narediti v slovenščini. Ja, je cilj nek slovenski komad. Ampak mi je tudi izziv pač pisati v angleščini, pa sem v bistvu dost brala pač teh angliških komadov, te CD-ke doma, Tom Waits, pa nekaj to pa tako malo iskat. Pač glede petja, pa tako naravno pride, da ne moraš opisati. Se mi zdi, da je isto, pač da Brina ni native speaker, kar se angleščine tiče, da pol v bistvu s tem z neko karakteristiko vokala, pol se mi zdi, da dosti uspešno zakrije to, da mogoče ni toliko prepoznavno, da je mogoče taka popašena angleščina, pa v bistvu s temi efekti, da se dela na dosti s tem vzdušju. Efekt mašino, da pa pač lahko manipuliram, pač kot je se rekel, da smo 2016, pač ker imaš toliko, mislim, glih to me pretegne pri elektronski muziki, da imaš toliko možnosti, da lahko pač toliko enih različnih soundov skupaj zastavljaš in pa čisto z vokalom, ne. Tudi v bistvu sprot procesiraš vokal si med špilom. Ja, valjda, to mi je ful dobro. Na koncu, ne, bomo priča kompilaciji v kratkem, ne, tamle že vse diši po masterju, ne. Kako ste zbrala material in je prišlo tudi malo do aranžmajev, a bo zdaj ta komad tak tudi pol na odru, zaradi tega, ker je zdaj pristal na plati oziroma na CD-ju kompilaciji. Kako ste se lotila tega snemanja našega? V bistvu zbrala sva komada, tisto, kar sta se nama zdela najbolj nekako. Mislim, en je malo bolj na powerful, pa pač da mislim, ni mogoče to pop, koker je ta prvi. Mislim, koker je pač ta komad šal, ki je, mislim, dosti je tak popularen. Ampak pač vse na neko noto pač najne muske. Pa je pa pač v bistvu vsaj tak naredi matrico, ne rab posebenega studija, ne, pa pač vokale. No, se to me mogoče tudi zanima, kako ste pristopili glede na to, da pač danes elektronka in te vsi gadgeti omogočajo, konec se človek ogromno stvari doma naredi sam, ne. In pol prideš v studio, kjer je folk navajen vleč feršte pa inštrumente, pa ne vem kaj, ti prideš pa dva stereo out, ne vem kaj. Se to je, včasih je to tako, pač mislim, jaz se dosti zanašam na nek svoj uho v smislu tega, ker sound mi je všeč pa to, ampak kakor pri vseh stvarih je pa ta tehnična plat, ki pač moraš dati čez in pač tukaj nimam še toliko neke kilometrine, da pač ko vse zdaj učimo o teh EQ-jih pa kompresorjih, pa tako da nekako spucam stvari, da imajo plac, da nekako kakor toliko zadiha, ampak mislim, se mi zdi, da mogoče vsem bi bil kdaj mogoče boljši rezultat, če bi pol vse te, če bi imel tehnični mojster, mogoče ima več kontrole, kakor sam ta stereo out, teh inštrumentalov ali pa vokala,
Tako da se mi zdi, da je težko čutim malo ta pressure, da se moram res usesti za knjige, pa preštudirati stvari, ker se mi zdi, da moram sam dosti tudi spucati stvari, da nekako funkcionirajo pa tudi na različnih teh sound sistemih, ampak zaenkrat nimava nekih referenčnih monitorjev, pa tudi placa za res ta zgodba. Se je zgodil nek upgrade na tem nivoju. Ja, greva počasi to. Ja, počasi se premikajo. Ok, da vam ne mučim preveč, za konc, kva najraje poslušata, kva poslušata? Mi smo kle ferčni na radiju, ne? Kjer komadi, kjer bendi, kva poslušata? V bistvu sem poslušala dosti nekega tega, tako imenovanega alter popa. Tako mene ful privlačijo ženski črnski vokali. To mi je tako, kaj delajo te ženske, to mi je... Ja, jaz sem tudi zmer tak nek sweet spot za neke ženske vokale, ampak sem pa tudi dosti pristaš nekih hip-hop inštrumentalov pa takih stvari, pa ško, dosti mi je blizu nasplošno tako, da se vidi neko, da nima zdaj čist totalno definiranega sounda neka artista, ne, ampak da je neka ta eksperimentalnost, oziroma neko to iskanje zvokov, kakor ima v bistvu hip-hop ali pa tehno, mogoče dosti tako podobno mentaliteto, da v bistvu brska iz vseh možnih sintov, samplov, karkoli že to je, pač, in pol si pač to prilasti na podlagi beata, ne, pač hip-hop ima zdaj pač nek bolj low tempo beat, ne, pa pač to fura, ne, tehno ima pač bolj ta dance floor pristopa, ne. Ampak se mi zdi, da sama mentaliteta v smislu sounda je pa dosti podobna, ker je pač iskanje nekih zanimivih zvočnih stvari in jih pol dati v kontekst tega BPM-a, ne, oziroma pač beata, no. A pač tako kakor mind design, recimo, kaj? Ja, mislim, mind design, Lakin ali pa Vem pa. Prej greste igrati, bomo poslušali The Internet in pa Special Affair. Zakaj ste pa tako mat zbrala? Ko nam imamo full food groove. Res ima groove, ja, tako, v bistvu se mi zdi, da najna muzika je tudi dosti tako, v smislu zdaj te neke glasbene kompozicije, kakor toliko simple, zato ker sem jaz po svojo omejen, Brina mogoče ne toliko, ampak je pač tako zanimivo, kako bas fura cel komad, pa tudi tako, oni se mi zdijo nasplošno tako dosti zanimivi, no, tako, imajo nek sicer ta band, R&B, tak pristop, ampak je vsem tako dosti fresh, tako, pa glede na to, da je pač ta pevka, ta Sid the Kid, ki je pač tudi producirala stvari za Tylerja, pa vse te stvari, tako, ima ta raw feeling, ampak pa se mi zdi, da je to pa zdaj neka veja, ki je pa tako malo bolj muzikalna, pa ženski feeling. Ja, to, napolno. Ja, the best. Nič, jaz vaju pošiljam v sosednji studio, mi pa gremo poslušati Hood Groove, pa Memovu v živo, v etru Radia Študent na frekvenci 89,3 MHz. Klubski maraton 16. Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16. Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje s sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaležni mračnjaški solo gorenjskega mladca. Uživo iz studia Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd. S klubskim maratonom 16.